moram, sem si rekel, posneti nekaj o Titu, glede na to, da sem tam okrog leta 2005 ogromno energije, časa in znanja namenil proučevanju Tita, predvsem njegovega narcizma, grandioznega narcizma, patološkega narcizma ali pa histrionizma, kakorkoli pač temu rečemo. Potem sem čez par let posnel še nek video, ki se ga da dobiti na YouTubu, kjer sem malo veličastno govoril o Titu kot zgodovinski osebnosti. Zdaj, v tem videu se jaz ne bom opredeljeval za ali pa proti Titu, ampak prejšnji teden sem posnel z Boštjanom Markom Turkom na njegovo pobudo svoj 36. faktor, mislim, da ima številko na YouTubu 456, 656. faktor, moj 36. Boštjan je želel na vsak način dokazati, da je Tito zamenjan strani ne vem koga, Rusov, Kominterne ali pa Stalina. Mislim, da je govoril o letu 38. In glede na to, da sem jaz svoj cajt preštudiral ogromno teh teorij zarote, sem jih še enkrat obudil in naletel na vsaj 5 markantnih teorij zarote. Ena je ta Markova. Marko se ni glih poglabljal v ostale teorije in je pač z nekimi divjimi argumenti želel nekako dokazovati, tudi na hrvaški televiziji, pa celo zdaj se mi zdi, da je v Slovenskih novicah bilo nekaj objavljeno, čez da je Tito bil zamenjan. Zdaj, jaz se spomnim, ko sem te babe Titove proučeval, vem, da jih imel celega boga nekih žena, pa tudi ljubic. Bil je precej promiskuiteten, ena od žena je bila tudi Slovenka, oziroma ni bil z njo poročen, ampak bil je pa v zvezi in ima sina Mišo, ali pa Miša, Herta Haas, je ta Mariborčanka, ki je bila uradno s Titom v zvezi konec 30 let prejšnjega stoletja, potem do leta 43 se mi zdi, ko je začel pa s to Davorjanko, Zdenko, partizansko ime Paunović, prijateljevati, in potem se je ta Herta Haas umaknila, ampak sin Žarko je letnik 41. Ne, sin Miša. Sin Žarko, ki ga je pa imel Tito s Pelagrijo Belousovo v Rusiji, je pa letnik 24. Herta Haas je letnik 1914. In prvič je Herta Haas videla Tita leta 37 v Parizu, na neki skrivni komunistični konferenci, karkoli je pač bilo, in takrat sta se zagledala leta 37. Potem naj bi se po mnenju nekaterih zarotnikov, recimo Boštjana Turka, da je bil Tito ubit leta 38, ker leta 38-39 se pa Herta Haas ponovno s Titom videla in takrat sta začela prijateljevati in se tudi malo tako zbližati v en par. Iz te zveze potem ta Miša izšel. In seveda bi Herta Haas rekla, da so zamenjali Tita, če bi ga. Niso ga. Niso ga. Zdaj to, da bi imel Tito tam pa tam neka očala gor. Seveda jih je imel, ker je identiteto skrival. On se je v času, ko je bil v Rusiji, tudi njegov sin Žarko, tale Pelagrija, se je pisala Walter. Tito je bil takrat Walter. Vmes, v času, mislim, da bombaškega procesa, že v Jugoslaviji, se je izdajal za inženirja, rad je bil pametni in nosil tudi očala, brez dioptrije. Očala zato, da je skril identiteto, takrat je bil, enkrat je bil inženir Slavko Babič, potem je bil Ivan Kostanjšek, neka slovenska imena, ker že takrat so bili Slovenci tako veljali za bolj izobražene. Tito si je dal ta intelektualni imič in si je dal tudi očala gor. To ne pomeni, da so zamenjanemu Titu pač dioptrija se je spremenila. Ker pa Tito je začel očala nositi šele v pozni starosti.
Skratka, Boštjan Turk govori, da je bil Tito v Sisku, ne? Čez 1,80 m velik, v resnici imel pa ta novodobni maršal pa malo čez 60 m. Tam na tisti sliki je evidentno stal na pručki, ker je tudi on gledal čez vse, pa še njegov prijatelj. To ne pomeni, da je bil zdaj tam 1,90 m velik, tako kot trdi Marko, oziroma Boštjan Marko Turk. Titov govor, slang. Zdaj včasih ni bilo meja med Slovenijo in Hrvaško. Sotla, slovenska Sotla, ki je bila Marija Jevršek, Titova mama, pa Martin Broz iz Kumrovca, tam so govorili isti jezik. Tam ni bilo zdaj slovenščina pa hrvaščina. Tam je bilo vse neka ista spakedranščina. Neke slovenščine pa neke hrvaščine pa srbščine sploh ni bilo svoj čas. Tito je govoril neko jugoslovanščino. 5 let je bil Tito od 1915 do 1920 v Rusiji, pa ta žena, s katero je bil do leta 1928, ko je ta Pelagrija šla nazaj v Rusijo, je govoril ne vem kateri jezik, sigurno prej ruščino kot neko jugoslovanščino ali pa hrvaščino, srbščino, karkoli. Tako da ta govor, ki naj bi ga kao CIA razvozlavala, češ da je to neka zmes poljščine, pa ne vem, ruščine, ne vem česa še, to ni argument. Svoj čas so Rusi želeli Jugoslavijo sprejeti, torej Američani sprejeti CIA, Jugoslavijo z Rusijo in so kopico nekih lažnih novic plasirali v javnost. Zdaj tudi ta frenologija, lobanja, Tito se je leta 1946 ugojil, slika, ki jo tam na Faktorju se je kazala, je bila bolj zalita v glavo. Uho je bilo isto takolo z mečicami, samo tam na tisti sliki se ni videlo, če bi pa videli sliko naravnost, portretno sliko, bi pa videli, da sta uhlja oba enaka iz leta 28 v času bombaškega procesa in leta 46. S tem, da lobanja je bila bolj upadla leta 28, ker je imel Tito 20-30 kg manj kot leta 46, ko je bila ta druga fotka. Tako da tudi ta argument pade. Boštjanov argument. To, da je znal Tito igrati klavir, jasno, ker se ga je naučil v Rusiji, pri tej prvi ženi, je igral klavir in to je deder pisal v svojem dnevniku. Da se je znal sabljati, se tudi ve, ker je bil v tej stari jugoslavski vojski zelo dober, nekje drug na enem prvenstvu, ampak to ni bilo evropsko prvenstvo, kot potem trdi, kdo že to trdi, Miroslav Todorović, ki se tudi sklicuje na klavir, češ da ga en bravar iz Kumrovca ne bi znal tako dobro igrati, če ne bi bil zamenjan. Ni res. Če ima patološki narcisi, ali pa te histrioni, ki imajo izredne sposobnosti multitalentov, zna igrati klavir, bil je Tito izvrsten plesalec, tudi dober sabljač. Vse to je imel Tito, tisti originalni oziroma edini Tito iz Kumrovca. Zdaj moram reči še tole, sin Žarko, ki se je rodil leta 1924 s to Rusino, Pelagija, kaj že, Belorusova, ta je bil kopija Josipa Broza Tita, ker ko ga je šel iskat z depešo v Moskvo, ko so Žarka pripeljali najprej v Beograd, potem pa šel na Vis, leta 1944, so vsi soborci rekli, da je glava kopija Tita, s tem, da je bil Žarko samo višji, transparentno blond, identičen v glavo, se pravi, biološki oče nikakor ni mogel biti zamenjan leta 1938, kot trdi Boštjan Marko Turk. Zdaj to, da so Rusi zamenjali neka kominterna in to na pobudo masonov, torej prosto zidarjev, ampak zdaj ta, ki ga bom omenil, je Jovan Teretič, ta govori pa o letu 1939, da je bil zamenjan z atentatom v Barceloni.
ne, z nekim poljskim židom Walterjem Weissom, ne, Walter Weiss. Slučajno Walter se je Tito pisal v Rusiji, ampak ta Walter Weiss naj bil poljski žid, ki ga omenja Jovan Deretič, zgodovinar, ampak zdaj ima bolj atribut psevdozgodovinar. Ker če bi vi radi vedeli, kaj so to nanašalne blodnje, ker ravno o teh nanašalnih blodnjah v teoriji zarote govorim tokrat, ko tematiziram Tita, ker tematiziram v bistvu teorijo zarote. Ta Jovan Deretič je govoril tudi take stvari, da če bi vi radi vedeli, kaj so to nanašalne blodnje v povezavi s teorijo zarote, pejte tega Jovana Deretiča poslušati. Ne samo, da se ne smijete, to vas je groza, ne. Kristus je bio Srbin, ne. Slobodan Milošević bio je Titov sin, ne. Ne samo, da je bio on Titov sin, bila je i Mira Marković, se pravi žena Slobodana Miloševića, Titova hčerka, ne. To vse skozi nanašalne blodnje v tej svojem napadu na medije, ne, te patološki nanašalci blodn so vedno radi v medijih, skozi to izpostavlja, ne. Velika Srbija, ne, Kristus je bil Srbin, pa te stvari. No, ta govori tudi o eni od teh teorij zarote, sej ni edini. Jaz sem zasledil enega Dejana Lučiča, ne, to so tudi neki Srbi oziroma neki Črnogorci, pravoslavci, ki črtijo Tita, ne. Tudi Boštjan M. Turk ni prav ljubitelj Tita, ne. Pol ta nezavedni imperativ očrniti ali pa poravnati račune s tem bad guyem, imenovanim Tito, po njihovem mnenju, potem se kujejo te teorije zarote, ne. Dejan Lučič je bil eden od teh, ki je tudi trdil, da bi bil Tito nek Walter Weiss, ne. On ima še bolj zblojene teorije v rangu Deretičevih. Potem sem šel jaz gledat tam v leto 2000, ena prvih teorij zarote, ki se je kovala, 10 let je bila tudi nekega Srba, Milana Vidojevića, ne, pejte, to vse na YouTubeu dobite. To imajo te ljudje, take nanašalne blodnje, ker so nagni k slavi, radi bi bili senzacionalistični in imajo te nanašalne blodnje in tam, kjer jim zmanjka resničnih dejstev, ker oni kombinirajo, obstaja neka dejstva, potem pa tam, kjer jim zmanjka, pa zato, da neka zgodba postane inteligibilna, umestijo neko mano, mašilo v manjku smisla. Zato, da njihova teorija zarote postane inteligibilna, da ima rep pa glavo. Ta Milan Vidojević je govoril tudi o lažnem Titu, pa prosto zidarih, češ da je bil Tito nek plemič. Recimo on prejšnji, ko sem vam rekel, Dejan Lučič je govoril, da je Tito imel očeta, ki je Franc Jožef. Ne? Franc Jožef. Ne? To glava peče, kakve neumnosti govorijo ti nanašalci bloden, in da je bil seveda Churchillov agent, ali pa celo dvojni agent, pa tako naprej, masoni, ne? Prosto zidari, iluminati so v ozadju, vedno nekaj višjega. Ne? To govorijo ti nanašalci bloden. Glede na to, da sem zadnje čase precej tematiziral teorijo zarote, koga zanima psihični fundament vzpostavitve ideje o teoriji zarote, naj malo tipka v Google teorija zarote, psihoanaliza vodeb, pa boste tam našli argumente moje v povezavi s Freudom. Ne? Freud je to samo nastavil, tale moj Freud, tam sem si ga dva narisal, nastavil je to verovanje v nekaj, kar ni nujno, da je res. Povezal je pa s to epistemološko pulzijo. Ne? Mi ljudje bi radi, torej raziskovalci, ki smo po srcu, na vsak način nekaj radi vedeli. Nekateri si pa potem skonstruirajo neko svojo resnico samo in zgolj samo zato, da se zoperstavijo uradni interpretaciji. Ne? Uradna interpretacija Tita, kdo je bil Tito, je taka, kakršna je, večinoma po Dedjerju,
zapisana, oziroma tudi pogovori so potem neke žlahte. Tale slovenski antititovec, Žarko Petan, desničar je ta, Veseli diktator je napisal knjigo, se spomnim, bil je ta, mislim, da tudi direktor RTV-ja. In on je priznal, recimo, da Tito ni mogel biti zamenjan, zato, ker je šel v Kumrovec. Se je svojimi sovaščanimi bivšimi pogovarjal v kumrovščini. To ni hrvaščina, niti ne slovenščina, neka kumrovščina. Zdaj Tito je pa bil celo svoje življenje vse posod, samo v Jugoslaviji, se pravi do leta 40 je bil, ne vem, 5 let v Rusiji, pa par let tam po Evropi, recimo 2 leti je bil pri bratu Martinu na Dunaju. Od 2013 je domoval pri tem bratu Martinu. In tega Martina je poiskal jugoslovanski ambasador naknadno po končani vojni, ko je bil Tito že maršal in mu izročil izjemne količine denarja. Zakaj? Zato, ker se mu je oddolžil, ker mu je kot brat na pobudo mame dovolil stanovati pri njem. Pa se te brati in sestre sploh niso poznali med seboj. Boštjan Marko Turk kot razlog, zakaj Tito ni bil Tito, govori, češ, da je Tito rekel, da je imel samo 10 nekih bratov, v resnici jih je bilo pa 15. Ja, sam pozabil dodati, da jih enih 10, torej 7 jih je pomrlo, od tega mislim, da 2 zelo hitro ob rojstvu, ostalih 6 umrlih so pa v prvih 2-3 letih umrli in Tito jasno, da ni vseh poznal in jih niti ni znal našteti. Skratka, zdaj bi pa mogoče jaz omenil še nekega, s katerim sem se pa jaz najbolj ukvarjal, ker ima eno stvar težko razvozlano. Jaz jo težko razvozlam, ker upeljuje zato, da ima zgodbo svojo teorijo zarote, inteligibilno, da se ne da sesuvati, on pa upeljuje eno res fantastično zgodbo, ampak glede na to, da profiliranje pri meni velja za eno močen atribut mojega znanja je profiliranje ljudi. Govorimo o Miroslavu Todoroviću, ki je napisal 10 let nazaj knjigo Hoštapler. Govori o Titu, tudi je bil ta Srb, in vsi ti Srbi, ki imajo večino teorij zarote, so nastali v Srbiji. Srbski neki novinari, neki pseudo zgodovinari, ali pa ta Todorović je odvetnik, oziroma bil je celo sodnik, zato se je lahko izmazal, ko so ga tožili v povezavi s to knjigo Hoštapler, ker je imel veze, so ga lahko razbremenili krivde, ker tam pa take nanašalne blodnje, da glava peče. Se pravi Miroslav Todorović. Pejte na YouTube, boste videli, kaj on govori. On je pa legitimiziral svojo zgodbo tako, da je rekel, da je mama Marija, Marija Jevršek, doma iz Sotle, tam blizu Podčetrtka, da je zanosila z nekim dunajskim aristokratom, nekim privatnikom, Samueljem Majerjem, in tukaj je pa njegov zdrs. Čez da je ta Marija, ker je bil njen mož Franjo, domnevni Titov oče, zapit, pa veseljak, pa ni skrbel za družino, da je ona morala sama s trebuhom za kruhom, jaz bi rekel z nosečim trebuhom za kruhom, da je morala na Dunaj in je bila služkinja dotičnega Samuela Majerja, to je bil pač nek Žid, Poljak, zopet Poljak, ki naj bi pozneje umrl v Jasenovcu, in Tito nikoli ni šel v Jasenovac, še že to dokaz, da je bil njegov biološki oče, ta Samuel Majer, da je Marija zanosila s tem Majerjem in potem prišla roditi Tita k detku, se pravi k njenem očetu Martinu Jevršku v Sotlo, v Slovenijo, in da so to pač najlepši Titovi spomini na otroštvo, ravno zato, ker je ta sin, ki ni bil Franjotov sin, ampak sin tega
Poljak oziroma Žida, češ, da je to ta Josip Broz iz Kumrovca, ki je bil pa pozneje pa na ruski fronti leta 15, pa zamenjam s svojim polbratom, ker je oče ta Samuel Mayer imel še eno Ano Ambroz, enega sina Josipa. Ambroz in bi bil bolj Broz in so leta 1915 na ruski fronti ubitega kumrovškega Tita, ki niti ni bil Franjev sin, ampak oče je bil ta Samuel Mayer, da so ga tam zamenjali. Zamenjala ga je pa na pobudo masonov v soglasju s Kominterno, v ozadju je bila še tam neka protiveščevalna avstro-ogrska služba, to so tipična teorija zarote, da so vsi oni se strinjali, da bo naslednik, ki bo zrušil, tako kot je pozneje Lenin rušil carsko Rusijo, da bo to Tito naredil s kraljevino Jugoslavijo. Da so ga nastavili, ko je bil Tito, kumrovški Tito, kao umorjen, s tem novim Titom, ki naj bi bil v bistvu Josip Ambroz,